Medvoške upokojenke so že 12. po vrsti na ogled postavile razstavo skupine ročnih in slikarskih del z naslovom Doživetja skozi leta delovanja, obujanje spominov. Pester izbor je na ogled v knjižnici na Sotočju skoraj do konca tega meseca, do 29. marca. Na včerajšnjem odprtju razstave so program tradicionalno popestrili z obilo vesele glasbe. Odprtje razstave je pospremila polna knjižnica obiskovalcev, ki so pričakovano uživali v ambientu, polnem dobre volje in pozitivnih misli, ki jih širijo medvoški upokojenci. Vsako leto imamo v knjižnici Medvode prikaz izdelkov krožka ročnih del, pa ustvarjalnih delavnic in likovnega krožka. To je kar dogovorjeno in moramo že eno leto naprej rezervirati datum. Moram reči, da se je skupina kar povečala, prihajajo vedno nove in hkrati vztrajajo tudi te stare. Dobrodošel je pa vsak. Vsak, ne glede na to, ali je star ali je malo manj star. Tudi mi smo tako akla glede, bom rekla, starosti. Vsako razstavo pa s pesmijo pospremijo člani njihove pevske skupine in nič drugače ni bilo tokrat. Ta skupina, rečemo ji Sončna jesen, to je v bistvu pevsko-inštrumentalna skupina, pevci in pa imamo kvartet harmonik. Danes so bili sicer samo 3, eden je zbolel. To se pa kar na vsaki prireditvi nekako se uveljavljajo svojimi pesmimi, svojimi skladbami, pa Slaka, pa Avsenika in skratka glasba vedno daje, rekla, eno posebno vzdušje druženju. Nastopi Sončne jeseni se bodo vrstili tudi v pomlad in v poletje, kmalu bodo odšli nastopati v Vižmarje, meseca junija jih čaka srečanje 3 društev in potem festival za 3. življenjsko obdobje, pojejo pa tudi na občnih zborih sosednjih društev, saj se z veseljem odzovejo vsakemu povabilu. Stalnica pa so seveda na dogodkih, kakršen je odprtje razstave članic upokojenskega društva Medvode. Začetek delovanja skupine za ročna dela pri Medvoškem društvu upokojencev sega že več kot 30 let nazaj, ko so se ljubiteljice ročnih del pričele tedensko zbirati v društvu, tam pa so se družile ob pletenju, kvačkanju in vezenju. Tudi danes negujejo to tradicijo in se družijo ob pletenju različnih izdelkov, od copatkov, rokavic, nogavic, puloverjev, kap in šalov, izdelujejo pa tudi torbice in druge drobne izdelke. Je rdeča nit izdelava copatkov za novorojenčke. To je ena skupina upokojenk, ki štrikajo skozi. In ena jih je, ne vem, že preko 500 po moje ali pa že več jih je naredila. Imamo svojo skupino, ki delajo tudi ostale štrikane zadeve. Potem imamo kot rokodelstvo, ročna dela, različne tehnike, tako kot sem prej omenila. Ne vem, delamo take brizlete oziroma ogrlice, razne rožice ustvarjamo, pa druge tehnike. Članice njihove skupine so tudi slikarke, ki pa ustvarjajo v zlatem kotičku. Imajo prav svojo mentorico, ki jih spodbuja in nekako jim usmerja, jih pravilno nadzoruje in jim svetuje, kako potem one to naprej barvajo, pa delajo, slikajo, tako rekoč. Tako da so pa vseeno povezane tudi z našo skupino, tako da imamo sekcije, bi človek rekel, oddelke. Kar nekaj njihovih del krasi panoje v Medvoški knjižnici, tako kot ostala ročna dela, ki si jih sedaj lahko ogledate tam. Organizacijo razstave, kot tudi vodenje skupine za ročna dela, pa so sedaj zaradi bolezni Majde Tratar prevzele kar 3 članice, ki so ji že sicer pomagale: Dragica Bertalanič, Zdenka
Zdenka Starman in Lučka Đukić. Čim več nas je na tem področju vodenja, bi rekla, ustvarjanja dobrih idej, boljše je. In poleg vodenja samega je veliko tudi administrativnega dela in tega je nekako prevzela Dragica. No, jaz sem prevzela tudi delo ustvarjanja, da imam nove ideje, tudi Dragica pomaga, enako tudi Zdenka pomaga, tako da smo tri nekako, ki vozimo oziroma smo potegnili ta voz naprej, ampak ne glede na to želimo, da se nam Majda vrne nazaj, pa ji bomo enako pomagali, kakor smo ji že do zdaj pomagali. To je bil kar velik zalogaj, ker smo nismo prvič delamo to, nismo bile še vpeljane, ampak z dobro voljo, z veseljem do dela, z veseljem, ko gledamo naše članice, kako uživajo. Ja, prelepo, prelepo. Seveda pa je uživanje le ena od pozitivnih stvari druženja v skupini za ročna dela, druga je, da s tem tudi pridno krepijo svoje možgane. Če štrikaš, moraš šteti, ali karkoli delati, moraš razmišljati, če hočeš, da je lep izdelek. Pa tudi vaje dela mojstra, dobivajo se namreč redno in si izmenjujejo svoje znanje. Kvačkanim in pletenim oblačilom pa so dodale še ustvarjanje bolj novodobnih ročnih del v različnih tehnikah, od papirno-servetne, polstenja, tehnik z različnimi ustvarjalnimi dodatki, kot so barvni trakovi, žičke in perlice. Jaz imam rožice, razne pajačke, sovice, zdajle smo delali pisanke, perhke. To je moje zadoščenje. Njihovo delo je seveda tudi koristno, kot rečeno, prečudovite pletene copatke dobi vsak medvoški novorojenček in letos so jih oddale že več kot 150, so z veseljem povedale tokrat. Nekaj copatkov krasi tudi razstavo, ki si jo lahko pogleda vsak obiskovalec knjižnice. Jaz upam, da je ta prikaz, ki je tukaj, ko vidite, res odraz našega dela, naše srčnosti, našega druženja, kot sem rekla že, da nas to znanje druži in nenazadnje tudi pomlajuje. V tem društvu je tudi, mislim, da sta dve, ki raven tako hodita v službo, pa kljub temu prideta na to druženje, ker je v tej skupini ena posebna energija. Vabljeni torej, da se skupini pridružite tudi vi. Vsakega so veseli in vsakega sprejmejo v svoj krog dobre volje in pozitivne energije. Razstava, ki nosi simboličen naslov Doživetja skozi leta delovanja, obujanje spominov, pa bo na ogled do 29. marca.